Vse do Švedske sem moral, da lahko prvič v živo vidim prenovljeno Škodo Enyaq RS. Mislim, moral se sliši, da me je kdo silil, ne? Premiera tukaj seveda ni naključje. Škoda je že leta sponzor svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Tokrat se v Stockholmu začenja že 88. po vrsti in med 16 najboljšimi reprezentancami sveta je letos 11. tudi Slovenija. Žal ima je naši tekmo šele jutri, ko grem jaz že domov, tako da bom lahko danes navijal za državo, s katero nas vsi vedno zamenjujejo. No in raven tukaj Čehi kot glavni sponzor prvič danes na uvodni tekmi Švedske proti Slovaški svetu kažejo Enyaq RS v novi podobi. Kaj je novo? Izgled je najbolj očiten. Nova je družinska maska, jasno, Tech Deck se imenuje, potem dizajn je Modern Solid. To so vse poteze, ki smo jih že spoznali pri manjšem Elroku in kot sem že lani rekel, jih zdaj povzemajo vsi novi Škodini modeli. Enyaq je njihova električna uspešnica, ki je priljubljena tudi zaradi veliko prostora v kabini in ker obstajajo v dveh različicah, takšni klasični in tisti, ki jo imenujejo coupe, ampak na kupejevske avte samo spominja z obliko zadka, zato je nekaterim bolj všeč, ker izgleda pač malo bolj športno, a ne? V kabini je veliko, lahko bi rekel celo ogromno prostora, ker je narejen na namenski platformi za električna vozila, tako da ne pričakujte igrive športnosti kot pri lahkih avtih, ampak velikem potovalniku, ki lahko zelo hitro pospešuje. Ja, to bo najboljši izraz. Zdaj sta na voljo dva paketa notranjosti, RS Lounge in RS Suite. Okraski so v izgledu karbona, ogrevan volan ima 3 krake, ogrevana sta tudi električno nastavljiva sedeža spredaj z masažo, če še malo bolj odprete denarnico, medtem ko so senčniki zadaj in 3 področna klimatska naprava serijski. Je pa kar hecno, da je še vedno na voljo za doplačilo toplotna črpalka. Sicer sem večkrat slišal, da je marsikdo ne izbere, ker je v resnici ne rab, spet drugi proizvajalci pa pravijo, da to pač mora biti obvezno v električnem avtu in jo ponuja potem serijsko. Zunaj boste RS seveda zelo hitro prepoznali po emblemih, posebnih platiščih, ki so serijsko 20, lahko tudi 21 palčna, predvsem pa po mamba zeleni barvi, ki je posebnost RS-ov. In seveda še svetlečih črnih dodatkih, ki so povsod po avtu. Koeficient zračnega upora so še posebej natančno izmerili, pri unem je 0,251, pri kupeju pa samo 0,239. Do zdaj so prodali že več kot 21.000 Enyaqov RS od leta 2022, ko so najprej predstavili Enyaq Coupe RS, ampak tisti je imel samo 220 kW. Že naslednje leto pa so moč potem povečali na 250 kW, kolikor ima tudi ta. To je 340 konjev po domače in to je obenem tudi Škodin najmočnejši model v celotni ponudbi, ki tudi najhitreje pospešuje. Samo 5,4 sekunde potrebuje z mesta do 100 na uro. Samo potem pozabite na doseg do 570 km na uro, kolikor obljubljajo, a ne? Hitrost je tudi elektronsko omejena na 180 na uro, baterija pa ima zdaj 84 kW bruto, kar je 79 kWh neto in polnjenje je še malo hitrejše. Od 10 do 80% traja 26 minut, ker so moč polnjenja na enosmernem toku povečali na 185 kW. Na izmeničnem je moč še vedno 11 kW, tako da se od čist prazne do polne napolni v 8 urah in pol. Ampak vse to sem prebral ali so mi povedali na tej premieri, če res pa izvem, ko avto dejansko zapelje na cesto, ampak to se danes še ne bo zgodilo, ker mora navijati. Tako so mi rekli.